Janez Janša, kdo vam je dal diplomo? Kdo vam je dal diplomo? Umaknite se, hinavci. Grdo delate 20 let in to se naj končno neha. Pri nas se je elita na oblasti podala v rob. To se ni zgodilo nobeni drugi državi. Tako grozno kot pri nas. Sramota. Janez Janša, Lojze Peterle, Borut Pahor, bratje Hrvati in sestre Hrvati so nas prehiteli. Janez Janša, če nimate tega programu, ne drznite se prepričevati slovenski narod, naj vas volijo. Kaj ste meseca junija govorili iz Tolmina, naj se vlada umakne? Zakaj? Zakaj ste rekli pred par dnevi, da že pred 6 meseci bi se morala vlada umakniti? Sram vas naj bo, vi bi radi prišli na oblast, mi vas nočemo, nimate podpore več, ljudje vam ne verjamijo več. Umaknite se v miru in bodite končno, spoznajte svoje zablode in zmote in spustite naprej poštene in odgovorne ljudi v državi. Prosil sem vas za akademike, dajte nam akademike, če ljudje umirajo. Vi gradite inštitut za bioetiko. Tacajt, ko ste vi zgradili inštitut za bioetiko, bo veliko Slovencev umrlo duhovno in telesno. Janez Janša, pojdite, Borut Pahor, pojdite v Avstrijo, pojdite vprašati, koliko ima trgovka plače, 1000 evrov. Umaknite se, kdo vam je dal diplome, kdo vas je vzgajal? Dost vas imamo. Sram vas naj bo. Umaknite se in bodo marsikdo bo prišel nazaj. Zakaj pa niste šli v Švico? Zakaj nisi šel gor, Janez Janša, v Švico vprašati, kako oni delajo? In neposredne volitve. Zakaj sta preprečila? Hinavca! Če bi jaz bil vedel, kaj bodo ti pokvarjenci naredili, bi bil rekel, Janez Janša, tu imaš pištolo in si sam varuj tisti objekt. In vezaj ZKP, zdrava kmečka pamet. Zato danes tukaj upijemo sveta nebesa. Bavčar, Šrot, Zidar, Kordež, Tovšakova, vrnite, kar ste pokradli delavnim in pridnim Slovencem. Janez Janša, Borut Pahor, ali sta sposobna zapleniti premoženje tej roparski bandi? Za bornih 300.000 dolarjev smo se prodali temu Janezu Janši, Lojzetu Peterletu, Borutu Pahorju, nekaj jih je že pokojnih. Dragi moji, kam ste zašli? Mi moramo rešiti državo, mi moramo rešiti narod. Če narod izumira, gospod Bučar mi je rekel na sestanku z njim, prosim lepo, če bo šlo tako naprej, čez Slovenke in Slovenci, resno vam povem, čez 400-500 let nas ne bo več. Dušan Semolič je jasno povedal, politiki so zafurali državo. Kje ste pa vi, Slovenci, kje ste moški? Ali imate jajca ali ne? Banda Fardamana ničesar pa ne naredi konkretnega. Me razumete? Vendar, ljudje Božji, to se gre za rešitev naroda in države. Poslušajte me dobro. Janez Janša, to si sprejel napačno ekonomsko odločitev in jaz se s tabo ne strinjam. Jaz povedal to slovenskemu narodu, kaj si ti naredil in nočem biti več s tabo. Kdaj bom dobil 10 evrov, da bomo lahko vas volili? Glasove so praktično kupovali. Tudi to se je žal dogajalo. Premoženje se zapleni vsem, ki sem jih prej naštel. Drago Lumbar mi je povedal, da je Lojze Peterle vzel iz pokojninske blagajne 22 milijard sit, že takoj ko se je začelo torej pred 20 leti in potem je praktično razdelil tisti denar v neke delniške družbe. Gospodje in gospe, tak se to ne dela. Zdaj so pa oni požrli vse ven, pokradli, spraznili proračun. Slovenke in Slovenci zoprstavimo se tej neodgovorni bandi. Ljudje Božji, kdo jim je dal diplome? Kdo jim je dal diplome tem ljudem?
Slovenija potrebuje red, urediti moramo razmere v smeri funkcioniranja pravne in socialne države, ampak ni komande. Ni komande. Zdaj ni komande, ker so vsi bili vpleteni v ropanje. Priti mora naprej novi človek, ki bo to naredil. Pod Božjim vodstvom bo to naredil. Danes sem rekel gospe Nataši Zanutini na Radio Ljubljana, sem rekel, Nataša, lepo prosim, pridite. In na koncu smo končala besede, Nataša, Mati Božja nas bo rešila.